Lepo pozdravljeni v najnovejši epizodi oddaje Zmorem. Za uvod danes z nami zanimiv sogovornik, to je 47-letni Sandi Novak, slepi maratonec in nekdanji udeleženec Paralimpijskih iger, ki je pred kratkim končal oziroma sklenil svojo športno pot. Na zadnjih Paralimpijskih igrah v Riu je v maratonu osvojil 8. mesto. Sandi Novak, 47-letni slepi maratonec in udeleženec Paralimpijskih iger, je sklenil svojo bogato športno pot. Na zadnjih Paralimpijskih igrah v Riu leta 2016 je v maratonu osvojil 8. mesto. Vsi športniki treniramo, da bi bili najboljši, kakorkoli. Zdaj ne moreš biti neučljiv, kakorkoli. Vsakmu športniku moraš prvošiti najbolje, kakorkoli, in so njega izbrali. Meni se pa tudi zdaj, recimo zdaj, da bi še 3 leta podaljšal do Pariza, kakorkoli, ampak sem tudi videl, da imam dober mlad podmladek in jaz čez 3 leta morbiti ne bom več tako konkurenčen in sem rekel, moja starost 13 let, kakor sem bil v temu športu, bom rekel, in sem videl, da se moja kariera počasi izteka, ampak da bom še druge izzive najdel, kakorkoli, da ni konc mojega športa. Novak je v karieri nastopil na 5 ljubljanskih maratonih. Otekel je 3 maratone v Dubaju, 4 v Londonu, po enega pa v Berlinu in Hanovru. Moji občutki so zelo mešani. Malo sem žalosten, ker se vse skupaj končuje. Drugače sem pa zelo vesel zaradi tega, ker se je v tem času pa zelo veliko zgodilo. Zelo veliko smo skupaj doživeli, prepotovali smo pol sveta. Bil sem na največjih maratonih na svetu, v Dubaju, Londonu, Berlinu, Hanovru, večkrat. Tako da ta zgodba je nepozabna in lepa. V tem obdobju je nastopil tudi na 15 polmaratonih. Na svetovnem prvenstvu v Lyonu je leta 2013 zasedel 7. mesto na maratonski razdalji. Leta 2014 pa je bil na Evropskem prvenstvu v Walesu 4. na 5000 metrov. Po dolgem zatišju v svetu športa se zdaj v njem zelo veliko dogaja. Pred letošnjimi Paralimpijskimi igrami smo med drugimi želeli tudi preveriti, kakšno je vzdušje v Tokiu. Prireditelji iger v Tokiu pa so se odločili, da bodo zaradi povečanega števila okužb s koronavirusom slednje potekale brez prisotnosti gledalcev. Vlada zagotavlja in tudi organizatorji, da bodo storili vse, da bodo te igre varne. Tudi mi, torej države, ki bomo imeli tukaj športnike in športnice, si prizadevamo in trudimo, da bomo pri tem pomagali. Tako da verjamem, da enkrat, ko se bodo igre začele, tako olimpijske kot paralimpijske, bo ta strah nekoliko splahnel in da bodo igre še vedno potekale v znamenju veselja in predvsem športnih užitkov in dosežkov. Normo za nastop na Paralimpijskih igrah v Tokiu so si uspeli priboriti tudi igralec namiznega tenisa Luka Trtnik, parakolesar Anej Doplihar in obetavni paraplavalec Tim Žnidaršič Svenšek. Kot zadnji med Slovenci si je vstopnico za Tokio priboril Dejan Fabčič. Dejan bo nastopil že na svojih 3. Paralimpijskih igrah, tokrat v parastrelstvu. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je uspešno nastopila na tekmovanju Zlata liga narodov, ki je potekalo na Nizozemskem. Slovenija je v močni konkurenci 6 držav zasedla končno 4. mesto. Marino Kegel je na Evropskem teniškem prvenstvu za gluhe po zmagi v dvoboju za 3. mesto osvojil bronasto kolajno. Po skoraj 4 urah izenačenega boja je v odločilnem obračunu premagal Nemca Ursa Breitenbergerja. Damjan Lazar bo tudi v naslednjih letih predsedoval Zvezi za šport invalidov Slovenije, Slovenskemu paralimpijskemu komiteju. Tako so soglasno odločili delegati na volilni skupščini zveze. Pri delu mu bosta pomagala novo izvoljena podpredsednica Maja Bobnar in dosedanji podpredsednik Gregor Gračner. Čas je za osvežitev in skok v vodo. Nino Batagel, ki je zaljubljen v šport nasploh, nam bo povedal več o novem projektu Potapljanje na vdih. Za začetek hvala za udeležbo na pogovoru. Rekel si, da je najbolje, da se kar tikava, toliko, da razložim našim gledalcem pa poslušalcem. Pa mi za začetek povej morda kaj več o para-freedivingu oziroma o tem projektu Potapljanju na vdih oziroma dah.
da bi to tudi postal paralimpijski šport. Kako se je vse skupaj začelo, kako poteka vse skupaj? Vse skupaj se je začelo z lanskim letom, ko je bilo organizirano prvo mednarodno tekmovanje apneja, kjer smo sodelovali tekmovalci iz Slovenije, Rusije, Srbije, Hrvaške, Bosne, in je šlo v bistvu v prvi meri nekako za druženje in kmalu je tudi to malo tekmovalno ratalo, imeli smo dobre učitelje, nekaj prakse že za sabo in se je to razvilo neko luštno tekmovanje po celi regiji. Letos smo pa z IAHD Adriatikom to ponesli nekako na naslednjo raven, kjer smo uvedli tudi v bistvu, da ni samo statična apneja, se pravi statično zadrževanje sape v vodi na dah, ampak da je dinamično. To pomeni, da je tudi plavanje pod vodo, da se tekmuje, kdo dlje preplava pod vodo, praktično, no? Da ni samo statično. Kako je biti prvi inštruktor tega v bistvu potapljanja takšnega pri nas? Pa kaj meniš o tem, da ste nekako Slovenci oziroma pri nas ljudje kot neki pionirji na svetovni ravni tudi za samo mednarodno potapljaško zvezo, recimo? Zdi se mi pomembno, da ugotovimo, kako na čim bolj varen način vse to izvajati. Ja, mora biti nekdo prvi, sem med prvimi, čudi me, da sem med prvimi, zato ker sem ugotovil, da je to zelo lepo občutek, ko si pod vodo, ko plavaš sam pod vodo. In me res čudi, kako to, da ni že prej kdo ugotovil, da se da tudi poškodbo hrbtenjače visoko, kot imam jaz, ali pa s kakšno drugo invalidnostjo z nekim takim lepim športom ukvarjati. Ja, je pa upam, da bo ta mednarodni projekt v bistvu kar zaživel in da bomo uspeli prepričati čim več ljudi, da se ni zdaj važno, da ti zadržuješ sapo 20 minut, 15, 10 minut. Važno je, da se naučiš lepo sprostiti, da si siguran v vodi, da uživaš v vodi in da, če ne drugega, greš lahko brez skrbi tudi na morje potem. No in ravno to sem hotel vprašati, nekak terapevtski vpliv oziroma pomen samega potapljanja. Ne? Se strinjaš s tem oziroma kaj meniš, kakšne so še njegove prednosti ali na tem področju, torej bolj psihološke narave, morda terapevtske ali še kaj drugega? Nasploh je voda za vse gibalno ovirane osebe, sploh za nas, ki rabimo invalidski voziček vsak dan za premikati se, edini medij, v katerem jaz ne potrebujem nobenega pripomočka praktično, ker sva ti, ki nimaš nobene gibalne oviranosti in jaz tetraplegijo popolnoma enaka, kar se tiče načina gibanja, zmožnosti gibanja in nekako sva tam izenačena. Voda potem tudi lahko sem v vertikalni čist poziciji, čist kakorkoli se obrnem, noge mi sledijo, se razgibavajo, potem sami pritiski vode na telo delujejo tako, da ti stiskajo mišice, v bistvu telo tam, kjer bi ga mogle mišice sicer stiskati, kri pošiljajo gor in ima veliko plusov sam to gibanje v vodi. Če pa lahko v vodi še kaj delaš, se potapljaš, uživaš, se recimo tudi družiš s kom, ki je na športnem ribolovu, si zraven njega, je pa toliko lepše. Imaš morda sam kakšne želje oziroma cilje pri potapljanju, tudi kakšno odkrivanje globin ali kaj podobnega? To pride še na vrsto ali je to postopoma, kako je s tem? Zdaj zaenkrat smo prišli, da se preplava okoli 30 metrov pod vodo v dolžino. Seveda so želje tudi priti na globino, ampak čim se vsega tega lotaš, moraš iti zelo počasi v to, ker tukaj nimaš nekih popravnih izpitov ali pa nekih preveč možnosti za napak in na prvem mestu je povsem varnost. Ne. Je pa želja seveda, da se gre čim prej v Italijo, zdaj na žalost razmere za potovanja in za testiranje v bazenu Y40, ki je najglobji bazen v bližini, je oteženo, no? In to je kar malo, tako bom rekel, mal zavira ta napredek, mal zavira možnosti odkrivanja, koliko globok se da iti, predvsem varno.
Morda kot zanimivost, koliko časa preživiš pod vodo? Zdaj pri statični apneji, se pravi na mestu, sem zadrževal slabe 4 minute. Drugače predplavam pa, da se gibam, pa kakšno minuto pa pol, nekaj takega. Čisto odvisno je tudi od dneva, koliko je temperatura zunaj, koliko je v vodi temperatura, ali sem pregret, nisem pregret. Zraven sem še naučil, kako pomembna je hidracija ves čas in vse te podobne stvari, ki recimo na gibalno ovirane osebe nimajo takega vpliva, kakor na gibalno ovirane osebe pri nekem takem športu, kakor je apneja. Ker na prvem mestu, da je telo v najbolj sposobni fazi, potem pa, da si še sproščen. Te morda še kaj zanima, kakšno področje neodkrito ali pa nedotaknjeno zaenkrat, bi se še česa lotil? Tako v športnem ali pa v poslovnem oziroma tem drugem področju? Zdaj zaenkrat, da bi imel... Najprej sem mnenja, da je treba to, kar se zdaj lotevamo, do konca raziskati, potem bo pa čas za neke nove, druge zgodbe. Želim pa zdaj najprej videti, v bistvu dokazati, da se res osebe s poškodbo hrbtenjače ali pa tudi s hudo invalidnostjo lahko potapljamo na dah, da se to da varno delati in želim, da se bo dalo naučiti čim več ljudi s podobno diagnozo, kot imam jaz, da odkrijejo to svobodo. V Kamniku je potekalo zaključno dejanje v košarkarski ligi NLB Wheel. Slovenska izbrana vrsta je na turnirju osvojila 3. mesto. Tudi sezono košarke na vozičkih je v veliki meri zaznamovala pandemija covida. Začela se je že v lanskem oktobru, nato pa so morali košarkarji potrpežljivo prenašati številne spremembe tekmovalnega sporeda. Na koncu se je boj za odličja v ligi NLB Wheel strnil v le 3 dni. Moštva iz regije pa so se po turnirskem sistemu pomerila v Kamniku. Mislim, da končna razlika 15 pik pomeni en dober signal, da smo v tej sezoni napredovali, glede na to, da smo premagali lanskega prvaka. To sem trdno prepričan, da smo na tem turnirju bili po kakovosti druga ekipa. Res pa je, da smo v skupinskem delu naleteli na izjemno ekipo Vrbasa iz Banja Luke. Tukaj moram poudariti, da so oni ravno proti nam odigrali najboljšo tekmo in z najboljšo postavo in žal trojca Demirović, Timac, Tosato nismo mogli ustaviti. Slovenci so gledalce navdušili tudi z izjemno borbenostjo. Ja, lahko rečemo, da smo zadovoljni, glede na to, kakšne tekme so. Mi smo naredili svoje, dali smo svoj maksimum, zadovoljni smo, jaz res ne morem reči kaj, to je 3. mesto zasluženo. Zdaj košarkarje čaka nekaj počitka. Septembra pa začnejo z novim ciklom priprav in tekmovanj. Današnjo oddajo zaključujemo z našim športnim kvizom. Danes vam bomo v njem malce bolj podrobno predstavili rokomet na vozičkih in atletiko. Ja, dobrodošli v novi izdaji našega kviza, v novi oddaji. Tudi tokrat sta z nami dva zelo zanimiva gosta in v ospredju bosta tokrat para atletika in pa rokomet. Torej dva zanimiva, atraktivna športa. In da gremo kar takoj k našim tekmovalcema, Nenad Stojakovič in Henrik Plank. Bosta, kot je že v navadi, dobrodošla v naši družbi, odgovarjala na vprašanja, ki so vezana seveda na šport nasprotnika. Najprej pa imamo vprašanje za Henrika, ki se dotika rokometa na vozičkih. Vprašanje pa je pravzaprav preprosto. Ali je običaj v rokometu na vozičkih, da je ekipa mešana, se pravi, da imajo tudi dekle ali več deklet v ekipi, ali so ekipe zgolj istega spola, če temu tako rečemo? Če se prav spomnim, bi mogli imeti eno žensko v ekipi. Eno žensko, eno dekle, pa gremo kar k našemu drugemu tekmovalcu, ki bo to potrdil ali pa zanikal. Mislim, da je eno kar prav, oziroma ne mislim, oziroma eno ima prav. Sestavljena je ekipa iz 5 plus golmana
ena izmed teh 5 tekmovalk v polju ali pa golman je lahko oziroma mora biti ženska, vkolikor ženske ni, ekipa praktično nastopa z enim igralcem manj. Se pravi 4 moški plus golman, če ni ženske, ali pa 5 igralcev oziroma 5 moških plus 1 ženska. Hvala lepa za to razlago. Torej, Henrik je začel zelo udarno, čestitke s pravilnim odgovorom. Gremo naprej na vprašanje, ki je vezano malce na zgodovino. Henrik Plank je seveda eden izmed slovenskih veteranov na športnem področju, zelo bogatim športnim zemljepisom številnih uspehov. Vprašanje pa se glasi, na katerih paralimpijskih igrah je nastopil prvič? Ali v Pekingu, v Londonu ali v Sočiju? Vprašanje zanima. Mislim, da je bilo v Londonu. Mislim, da je bilo v Londonu in da je v Londonu osvojil na paraolimpijskih medaljah, mislim, na paraolimpijskih igrah, žal 4., žal zaradi tega, ker je to najbolj nehvaležno mesto, 4., 10. pa 11., če se ne motim. Hvala za odgovor. Imamo kar takoj gospoda, ki bo to potrdil, ali drži ali ne? Ne, drži. Sicer za London imaš dobre podatke, da sem bil 4., drugače pa prve paraolimpijske igre sem imel v Pekingu. V Pekingu. Ja. 2008, ampak o rezultatih smo zvedeli marsikaj zanimivega. Henrik, kot rečeno, lahko rečemo starosta velikih tekmovanj. Žal odgovor tokrat ni bil pravilen, gremo na drugo stran. Spet vprašanje, ki je vezano na rokomet. Vprašanje, ki je vezano na čas polčasa pri rokometu na vozičkih. Henrik, ali nam lahko poveste, ali traja polčas 20 ali 30 minut? Pa recimo 30 minut. To zdaj čist na pamet. Po mojem 30 minut, takole na pamet. 5, tako, logično malo razmišljam. Pol ure lahko vodiš, po mojem. Hvala za odgovor. Nenad nam bo povedal, ali je odgovor pravilen. Tudi jaz ne vem, koliko traja, iskreno povem. Vem, da v članskem rokometu je igralni čas 2x30 minut. V pararokometu bom se pa jaz opredelil, da je 2x20, pa tudi najmanj eno prav, recimo. Tako bom pomagal, ja, odgovor je 20 minut, ja. Bilo je blizu, naj povem, da je rokomet na vozičkih vendarle še precej nova disciplina, od leta 2015 velja kot nekje organizirana zveza, ki pa se seveda vse bolj uveljavlja. Naj bi rokomet videli tudi na olimpijskih igrah, na paralimpijskih igrah leta 2028, če bo seveda vse v redu, če bodo vmes izvedli še nekatera ostala tekmovanja. Zdaj pa gremo na drugo stran, spet k Nenadu. Vprašanje pa je, mislim, da precej preprosto, glede na to, kako veliko je vedel o rezultatih svojega športnega kolega. Zanima me, vemo, Henrik Plank je odličen v metu disk, ampak nastopal je tudi v drugih disciplinah. Ali lahko poveste, naštejete vsaj eno atletsko disciplino, v kateri je še nastopil? Še nastopal. Sigurno so to vse metalne discipline, se pravi, poleg diska je eno prvenstveno, jaz mislim, da je njegova disciplina bila met kopja. Nek rezultat, recimo, katerega bi lahko omenil, katerega sem zasledil, je bil iz, mislim, da svetovnega prvenstva, ko je nastopal v Novi Zelandiji, je bil drugi in je, mislim, da zalučal kopja 17-23. Pol je pa še met krogle, v katerem je pa letos dosegel, mislim, da paraolimpijsko normo, celo eno kategorijo višje, kot pa on sam nastopil. Res izjemno izčrpan odgovor. Bom prosil Henrika, če bo lahko malce pokomentiral, pa morda ga vprašam, katera disciplina mu je nekje najbolj pri srcu. Odgovor je bil seveda pravilen. Ja, seveda, čista desetka. Ja, najbolj priljubljen mi je kopje, ne? Sam zdaj pač po sili razmer je pa disk. Pač ga moč vzljubiti, tako da zdaj je na prvem mestu disk, ne. Tako, hvala lepa. Gremo naprej. Vprašanje za Henrika. Ja, spet nekako ostajamo pri pravilih rokometnih.
V naših oddajah smo gostili že košarkarje na vozičkih, tam je bilo zelo zanimivo, kajti pravila so pravzaprav povsem identična. Vprašanje, ali je tudi v rokometu tako. Zanima me pa višina gola. Ali sta gola enako visoka pri klasičnem rokometu in pri rokometu na vozičkih? Višina gola. Mislim, da je enaka. Enako visoka gola. Ja. Ok, se pravi, bomo prosili našega strokovnjaka na področju rokometa za pomoč. Ne, gola nista enaka pri paraolimpijskem oziroma pri pararokometu kot pri parakošarki. Pri parakošarki mislim, da je koš višina obroča na 3,05 isto kot je pri civilnem oziroma pri normalni košarki. Pri rokometu je pa višina, je gol dimenzije, mislim, da 2x3 metre, to je v normalnem rokometu. V pararokometu je pa višina gola znižana na višino gola, katerega uporabljajo pri mini rokometu otroci. Se pravi, da je ena posebna prečka postavljena približno, ne vem, jaz bom rekel, enih pol metra nižja. No. Tako da ni enaka višina gola. Tako, ja, gol je malce nižji, ja, razlika ni tako zelo velika, ampak ja, gol je malce nižji, torej majhna razlika, lahko rečemo v primerjavi recimo s košarko. Tako, hvala za pomoč, za podrobno razlago. Zdaj pa gremo naprej k teži diska. Ali tekmovalci mečejo enako težke diske, če upoštevamo seveda tekmovalce, ki nastopajo na teh velikih tekmah, ali se diski po teži razlikujejo? Ja, mislim, da se diski po teži razlikujejo. No, ne mislim, ampak vem, da se diski po teži razlikujejo. Mi načeloma v paraatletiki pri diskih uporabljamo disk, katerega mečejo v normalnih disciplinah ženske, to je disk, ki je težek kilogram. Isto tako je pri metu kopja, hokej recimo dolžine 2,20 m, katerega uporabljamo mi pri atletiki, se pravi, da mečemo žensko kopje, katero je težko tudi 600 gramov. Mislim, da sem se glih učili na eni tekmi paraatletike pogovarjal o tem z našim Janezom Hudejem, s katerim smo vodili debato, ali je tudi dolžina diska oziroma kopija drugačna. Se pravi, kopje ima 2,20 m žensko, 2,40 mislim, da je moško, pa 800 gramov je moško. Disk, katerega mečemo mi paraatleti, bi temu rekel, je težek kilo. V članski konkurenci pri normalnem športu je pa teža diska 2 kg, tega katerega meče zdaj naš atletik, ta Čeh, kateremu tudi želimo veliko uspehov, tako naš kopeno. Henrik, zdi se, da je vaš tekmec prava športna enciklopedija na tem področju. Vprašanje se mi zdelo zanj prelahko, kljub temu, da je njegov šport prvenstveno rokomet. Ali lahko poveste kaj o tej teži diskov, kakšni razliki oziroma kakšno zanimivosti za kulisija? Ja, seveda, odgovor je pravilen. V paraolimpijski bistvu pa mečejo 1,5 kg, ne? 1,5 kg, 2-kilskega se ne meče, ker amputiranci mečejo in slabovidni mečejo 1,5 kg, ne 2-kilskega, ker je le malo pretežek, pač tako so ugotovili, da je malo pretežek za invalide, v stvari ne bi dosegali takšnih dolžin in je bolj atraktivno, če dajo 1,5 kg in to seveda kar poleti daleč. Ne? Tako, hvala lepa za dodatno razlago. Gremo naprej. Tukaj še zadnje vprašanje za Henrika. Ja, spet smo nekje pri pravilih, tudi v rokometu na vozičkih seveda ne gre brez tega, da mora tekmovalec skrbeti za to, da pravilno vodi žogo, ne sme imeti zgolj v naročju. Vprašanje pa je vezano na ta čas, koliko časa ima lahko tekmovalec žogo v naročju, medtem ko se giblje po igrišču, ali gre za 3 sekunde ali za 10 sekund. 1, 2, 3 sekunde. 3 sekunde recimo. 3 sekunde. 10 sekund se mi zdi malo dolgo. Tako, ali je imel Henrik prav?
Absolutno, ja, 10 odgovor, 3 sekunde. Tudi razlikuje se od parakošarke v tem, da pri parakošarki recimo se lahko 2-krat poženeš, daš žogo v naročje, pa je to neomejen čas gibanja, preden se spet poženeš, bi mogel dati žogo na tla. Tudi tu je ena razlika, ker pri parakošarki lahko to narediš neštetokrat. Pri rokometu je pa pravilo praktično, ko žogo enkrat dobiš, jo lahko vodiš, se pravi v 3 sekundah, ko si jo sprejel enkrat v roko, ko si jo sprejel, je praktično v 3 sekundah šel dati svojemu soigralcu. No. Tako je najbolje, da igraš soigralcu, da dodaš. No. Tako, hvala, torej potrditev pravilnega odgovora. In že smo pri zadnjem vprašanju. Henrik Plank je seveda, kot rečeno, podelal mejnike v svojih disciplinah v Sloveniji. Zanima me pa njegov rekord med diska. In v našem kvizu vedno malce pomagamo, morda bo to celo prelahko v vašem primeru. Koliko je vrgel disk najdlje? Več kot 12, več kot 14 ali več kot 16 metrov? Več kot 16, 100% več kot 16. Tudi ta podatek, glede na to, da sem se pripravljal na tale kviz, kaj je že, glede na to, da bomo s Kenotom, ne glede kdo bo zmagovalec, sigurno v tole čast nas zdravlja. V glavnem vem, da je sigurno več kot 16. Glede na to, da je na zadnjem, kaj je že Evropskem prvenstvu na Poljskem, zdaj, ko je bil 5. v svoji disciplini s metom, mislim, da tu nekje okrog 15, 59, 53, tu nekje. In sem ga vprašal, trenerju Luka Cmoka, sem vprašal namreč, če je bil zadovoljen, pa je mi tako odkimal, da ni to glih njegov najbolj optimalni rezultat. Da sem rekel, da sem vesel zaradi tega, ker ga vidim vsak dan prek Facebooka, kak je naša mišica sposobna, pa kak dela, tako da mu želim, da ko pride v ta Peking, zasluženi Peking, da naj vrže več, kot pa, da bo naslednjič, ali je vrgel več kot 17. Super, jaz mislim, da tule ni kaj dodati. Henrik, vaš tekmec je res izvrstno podkovan, pa še vaš komentar, kako doživljate te res vrhunske mete, ko pravzaprav slovenski rekord vedno pomaknete še malce naprej. Ja, to je v redu, če ga pomakneš. Ne? Pri tekmi se mi zdi pa najbolj pomembno, da ko tekmuješ, da ko odtekmuješ, imaš občutek, da je zdal vse od sebe in da nimaš tistega občutka, zdaj bi šel pa nazaj, pa bi še enkrat vrgel, pa bi ziher dlje vrgel. To je najslabši občutek, najslabše, kar se ti na tekmi lahko ti. Tako, prišli smo do konca. Z vajino pomočjo smo, mislim, malce osvetlili oba športa. Hvala lepa, da sta bila gosta v naši oddaji. Hvala za številne zanimive informacije. Hvala tudi vam. Hvala. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.